Ta teden smo v Evropskem parlamentu sprejeli pomembne ukrepe za boljši položaj kmetov. Končno bodo deležni manj birokratskega nadzora in zapletenih pravil. Neposredna plačila bodo neobdavčena, kar pomeni več denarja za trdo delo. Mali in mladi kmetje bodo deležni večje podpore. Ob naravnih nesrečah bo pomoč prišla hitreje in v večjem obsegu. To so dobri prvi koraki, ki vračajo pravičnost in spoštovanje do tistih, ki skrbijo za našo zdravo prehrano. Razpravljali smo tudi o iranski jedrski grožnji. Izkušnje kažejo, da politika pa puščanje brutalnemu režimu ne deluje. Evropa mora biti odločnejša in jasno podpreti iransko odporniško gibanje, ki si prizadeva za svoboden in demokratičen Iran. Spomnili smo se na drugo obletnico napada Hamasa na Izrael. Na komemoraciji v Strasbourgu smo poslušali pretresljiva pričevanja svojcev izraelskih talcev in preživelih z glasbenega festivala Nova. To so bile zgodbe nepredstavljivega trpljenja, a na drugi strani tudi neverjetne človeške vzdržljivosti. Poleg tega sem mnogim sogovornikom moral odgovarjati na vprašanja, zakaj slovenska vlada v tem konfliktu ni na strani Izraela. Zakaj izdaja temeljne civilizacijske vrednote? Hkrati se moramo kot Evropejci zavedati, da tudi mi živimo v nevarnih časih in v geostrateškem okolju, ki je obdan z vojnami. Zato moramo krepiti lastno obrambo ob tesnem sodelovanju z ZDA in pa NATO-om. Žal v primeru Věre Jourove tudi ta teden ni novic. Sodba Evropskega sodišča je pravnomočna že 42 dni, a Evropska komisija še ni ukrepala. Absurdno je, da za odkritje ene same točke v opomniku potrebujejo toliko časa. Ob tem se seveda postavlja vprašanje, zakaj bi morale države članice spoštovati odločitve Evropske komisije, če ta kot varuhinja pogodb sama ne spoštuje sodb Evropskega sodišča. A tu ne bomo odnehali, zagotavljam vam, da bomo do razkritja prišli, kljub temu, da nekdo zavlačuje z odločitvijo, verjetno zaradi skorajšnjih volitev v Sloveniji. Toda tega, ne glede na špekulacije, je izid zgodbe povsem jasen. Evropska komisija je izgubila to bitko, ne pa tudi Evropska unija. Na moji strani sta poleg demokratične evropske javnosti tudi Evropska ombudsmanka in pa Evropsko sodišče. Tudi zaradi tega zavlačevanja Evropske komisije danes ne morem glasovati v prid predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen.